Lep pozdrav in dobrodošli na novem podkastu na kanalu Explicit. Z nami je Sandi Špenko Špene, CEO CryptoUnity. Poznava se zdaj že kar nekaj časa, ampak po mojem je najboljše, da se on predstavi vam sam. Tako da, Sandi, lep pozdrav, dobrodošel. Ja, živijo. Lep pozdrav, hvala še enkrat za vabilo. Daniel, upam, da bo danes imeli en tak zanimiv pogovor. Tako kot ste slišali, sem Sandi Špenko, ustanovitelj slovenskega fintech projekta CryptoUnity, drugač iz Ljubljane, star 35 let. Bom rekel, nek tak tech freak že od majhnih nog. Sem že tudi imel druga podjetja v drugih panogah, tako da imam nekako malo izkušenj iz posla, iz vodenja ekip, razvoja, marketinga, ne nazadnje tudi blockchaina pa kriptovalut. Tako da na hitro, kaj bi lahko povedal vsem, recimo mogoče, kako bi me ekipa opisala, naša, je en tak komunikativen človek, nasmejan, pozitiven, ponovadi kakšne dolge procese rad optimiziram, poiščem kakšne take inovativne načine za kaj narediti. So pa poudarili, bi pa rekel sigurno, da sem pa ekstra motivator, ki nikoli ne odneha. Tako, sem pa tudi ponosen oče dveh otrok, imava s partnerko, ki sva ustanovitelja, imava sinčka pa hčerko, tako da to pa da še en tak svoj spice zraven k tej naši zgodbi. Omenil si, da imaš tole s partnerko CryptoUnity, ne? Obedva sta v bistvu ustanovitelja. Tako v bistvu jaz pa moja partnerka Anja sva obadva ustanovitelja oziroma pobudnika celotnega projekta. Ideja se je rodila kakšnih 3 leta nazaj med prejšnjim bikovskim trendom. Tako da, in ona je ena izmed, tista partnerka, ki ni samo v privat življenju, ampak potem tudi službeno na drugi strani, in sem vesel, da je taka oseba, da lahko v bistvu tak velik projekt dela z mano in z ekipo skupaj. Tako da iz vsaka čast pa ženska je konec koncev, glede na to, da v takem fintech podjetju moram kar malo potrkati, upam, da se kaj sliši. Vsekakor. To je tudi velika podpora, tako v biznisu, pa potem še družinsko življenje. Kako vidva to kombinirata skupaj? Iskreno, zelo težko. Tako da to bi mogoče rekel, da je super, ampak ne, definitivno je zelo, zelo, zelo težko. Sploh, če imaš zraven še majhne otroke, ki tudi zahtevajo svojo pozornost. Ampak jaz mislim, da moraš biti človek za to, da si pripravljen iti čez vse, bom rekel, vse bodice in hlode in tako naprej, ki ti jih startup pripelje. Če se greš v bistvu razvijati neko kripto platformo. Tako da bom rekel, sem zelo srečen, da lahko to delam zanjo, ker obadva imava svoje prednosti in slabosti, ampak konec koncev se zelo super ujameva v biznis svetu, in to je v bistvu čez cel dan en tak velik biznis, družina, življenje, in ki ga pač pol peleš naprej. Pride seveda do problemov, pride do rešitev, ups and downs, ampak kot v vsakem razmerju, samo pač tukaj zraven še biznis. Tako da moram pa reči, da sem zelo vesel, da smo skupaj v tem. Vsekakor, ja. Zdaj, CryptoUnity so moji gledalci že spoznali, kot sem omenil, smo že sodelovali prej, ne. Zdaj, če bi morda samo še v par kratkih stavkih samo povzel, kaj ta projekt predstavlja, kaj je. Tako za kakšne, ki so novi zdaj, ki novi gledajo ta video. Definitivno, da bojo vsaj vedeli, kaj dela slovenska ekipa. Ideja se je rodila 3 leta nazaj. V bistvu smo začeli nekje tam, ko je bil bikovski trend, ko je bilo vse zelo visoko nekje oziroma v porastu, in so tudi začetniki takrat že vstopali v kriptosvet. Hkrati so iskali pomoč,
in smo v bistvu ugotovili, da ko smo delali research na trgu, da za začetnike ni takih prilagojenih platform, ki bi nudile tako potrebno izobraževanje prav za njih. Tako da in smo sami tudi imeli v bistvu na začetku podobne težave, čeprav smo teh friki, imamo recimo, da smo tehnično podkovani, temu tako reči, in smo želeli v bistvu tudi drugim pomagati, da jih usmerimo na v bistvu pravo pot. In ker smo verjeli hkrati, da kriptovalute so kot neka priložnost, bom rekel, za izboljšanje nekega finančnega stanja na dolgi rok, želimo potem tudi pomagati in ponuditi to priložnost začetnikom. Tako da smo začeli ustvarjati in reševati nek problem, identificirati ta problem, potem se je naredila idejna zasnova za produkt. In zdaj bom čisto poenostavil, kaj je CryptoUnity. CryptoUnity je kriptoplatforma, ki se osredotoča na začetnike, kjer se izobraževanje in nekako varnost združujeta z roko v roki, gresta skupaj. Tako da je neka izobraževalna menjalnica, bolj začetniška, čisto preprosta za uporabo in omogoča uporabnikom, da se učijo sproti. To nas v bistvu diversificira od drugih. Medtem ko raziskujejo samo platformo, njene funkcije, ki so jim pač na voljo. Tako da naš slogan je tudi Start Simple, Stay Secure, in v bistvu pomeni, da nekako začnejo preprosto in nadaljujejo varno. Tako da s tem želimo predati to v bistvu naš fokus na varnosti pa na user experience oziroma da bo čim bolj enostavno vse skupaj. Tako da smo pa mogoče tudi med prvimi, ena taka zanimiva informacija, zaenkrat še nismo odkrili kakšne druge platforme, smo eni izmed prvih, ki bomo implementirali hladno denarnico, mogoče o tem še kaj kasneje, hladno denarnico na centralizirano menjalnico, kar pa pomeni, da je tudi neka prednost pri nas. Tako, malo na hitro, da bojo gledalci dobili občutek. To sem mislil tudi naslednje vprašanje postaviti, ker vidim od spodaj pod komentarji največ tega, kaj vi v bistvu dejansko ponujate novega tako v primerjavi z drugimi menjalnicami, ki so že tako dobro poznane in to. Tako da ja, bi te vsekakor prosil, da poveš še kaj več o tem. Ja, definitivno nismo prva menjalnica, tudi zadnja ne. Smo pa našli našo tržno nišo oziroma tarčno skupino in v bistvu statistika uradna, ki je javno dostopna, napoveduje v naslednjih 5 letih malo več kot 0,5 milijarde novih uporabnikov v kriptosvetu in to bodo čisto taki povprečni ljudje, tako da to so naša tarčna skupina. Naš cilj je v bistvu biti njihova prva izbira pri vstopu v kriptosvet. Zdaj, seveda pa, če ti v bistvu lansiraš, delaš nek produkt, moraš imeti seveda neko prednost, nek edge pred drugimi in naša glavna prednost je to, da bo platforma oblikovana za začetnike, bo imela vodeno uporabniško izkušnjo, kar pomeni ne samo tam nekje spodaj kot neke seveda delavnice, ki jih bomo tudi imeli, ampak dejansko na vsakem koraku voditi začetnika ali pa popolnega netehničnega človeka čez zakompliciran proces pri kriptospoznavanju. In dejansko omogočati tako res varno in enostavno popotnico, ker se vemo, kripto je za leta, ne samo iz danes na jutri. In v bistvu pri nas, kar se mi razlikujemo, je to, da vodimo uporabnika, potem, da imamo neodvisnega skrbnika za držanje sredstev, bom rekel po domač, tisti, ki že malo vejo, pa ki so že malo v kriptovalutah, poznajo, da kakšne velike platforme včasih držijo sredstva svojih uporabnikov, pri nas tako ne bo. Bodo v bistvu ločeno od CryptoUnity podjetja, če lahko temu tako rečem. Tako da gremo res na enostavnost, na varnost in pa zraven, to bo pa bolj za tiste, ki so že profesionalci mogoče, ali pa tudi za začetnike seveda. Cold wallet, se pravi hladna denarnica, kar pomeni, da lahko vsak uporabnik drži sredstva oziroma, bom rekel, gesla začetniško pri sebi in ne na kakšni drugi platformi. Tako da v bistvu potem, ko to nekako združimo se skupaj, vemo, kakšna prednost je CryptoUnityja in približno 3 take malo večje prednosti napram drugim menjalnicam imamo in kar mislimo, da v naslednjih 5 do 15 letih zna
mogoče zna biti pa tisto, kar kriptosvet dejansko potrebuje. Torej, če sem jaz prav razumel, bo imel uporabnik svoj cold wallet, ki bo potem direktno povezan z vašo menjalnico, je to tako? Ja, tako, točno tako. Aha, ampak v bistvu preko tretjega posrednika, to je... Ne, v bistvu Cold Wallet bo integriran v platformo, Aha. v bistvu zgleda, se lahko se mogoče takole na hiter lahko že malo pokažem, jo imam glih tule pri sebi, zdaj ne vem, če se kaj dobro vidi, ampak takole je v bistvu Cold Wallet kartica, ki deluje preko NFC tehnologije, in kar bomo tukaj naredili je to, da bo delovala s trofazno avtentikacijo. Vsak gesla ima sam uporabnik pri sebi in potem samo preko naše platforme ta tretja autentikacijo naredi v bistvu, da prisloni kriptokartico na recimo na telefon in potrdi transakcijo, tako da neka taka višja stopnja varnosti. Aha, super. Drugače, zdaj naj bi se kot pričakoval bull market, vsekakor sigurno se veseliš, ne? Zdaj, če slučajno tudi mene kaj spremljaš, ne, sem jaz malček bolj bearish, malček bolj pazljiv, ste mogoče pripravljeni tudi na kakšno tako situacijo, nepredvideno? Ja, zdaj glede na to, da smo mi še vedno, bom rekel, še v začetnih fazah razvoja, da nismo še lansirali produkta oziroma ga bomo kmalu, smo seveda odvisni od trenda, ne, se pravi, če trend nekako raste, če je zanimanje za kripto, če je ogromno začetnikov prihaja na ta trg, potem to lahko vpliva na naš uspeh, ne, in obratno. Tako da zdaj, ampak kot startup se ti težko, bom rekel, zdaj samo na to v bistvu oziraš in pač moraš graditi, moraš iti naprej, no matter what, ne, kam gre trg. Ja, jaz mogoče se tukaj s tabo strinjam, te spremljam in lahko, da nas čaka še kakšna korekcija, definitivno, saj pač to je moje mnenje, ampak ja, ne glede na vse, pač mi moramo graditi, razvijati. Ko ti enkrat delaš centralizirano menjalnico, že sam razvoj traja 1 leto, da ti v bistvu vse pripraviš, da si, bom rekel, skladen z vsemi pravili, zakonom, razvojna stran, ne, to je v bistvu fintech aplikacija oziroma platforma, kar pomeni, da je denar v igri, ne, in tam ne smeš zakalkulirati za desetinko centa, ne. Tako da zato pa pač želimo res, zdaj, ko smo v teh zadnjih testiranjih, izboljševanjih in tako naprej, res želimo ne 3-krat, ampak 10-krat se prepričati, da vse deluje tako, kot mora, preden lansiramo kaj takega na trg. Ker imamo samo eno šanso, eno možnost in želimo to narediti, kar se da profesionalno. To sem videl, da imate tudi posebej testiranja, da imate prav evente, kar se tiče tega. Ja, res je. Zdaj v bistvu tretje testiranje je ravno čez 4 dni, zdaj je odvisno, oziroma 9. marca, tako da pričakujemo tam približno, ne želimo preveč ljudi, ker potem pade fokus, ker želimo res feedback, v bistvu mi smo si zadali obvezno tako eno, ne bom rekel novoletno zaobljubo, ampak že kar od štarta, no, pa smo še enkrat povedali, da želimo graditi začetniki, ker jaz mislim, da vsak produkt, ko ga ti daš na trg, je v bistvu odreagira tako, kot si trg želi. Zdaj, če ne zadostiš želje ali pa potrebe naročnikov oziroma uporabnikov ali pa kogarkoli, potem nimaš možnosti za neko hitro rast. Tako da mi v bistvu gradimo začetniki, organiziramo delavnice oziroma live testiranje, tukaj zdaj bomo imeli tretjega, tako kot sem omenil, v Ljubljani, in potem tam želimo čim več feedbacka strani začetnikov, strani profesionalcev, da res lahko izboljšamo menjalnico pa platformo, kar se da najbolj, ne. Tako da res je, organiziramo in tudi bomo še organizirali in še kar nekaj, kar želimo res, da je to dobro narejeno. Pa trenutno imate tudi testno za iOS že aplikacijo od zunaj, ne? Se lahko ljudje že prijavijo, da lahko testirajo? Tako je, zdaj public testing, alfa testing ni še uradno zunaj,
Mhm. Seveda mi pač testiramo, kar se tiče v okrožju, pa neka privatna skupina testerjev, ampak zdaj želimo prvo live testing narediti, tam narediti popravke, izboljšati zadevo, potem pa zdaj upam, da me ne bo naš head of PR po stran gledal, ampak mislim, da v roku enega meseca definitivno bomo šli na public testing, kjer bodo potem ljudje lahko javno testirali, preden rečejo, se pravi, kljukca pa vsemu, vse v redu, in potem se prijamo na, se pravi, Google Play Store, App Store za iOS, za Apple in gremo potem proti lansiranju. In potem sledi še Android aplikacija, ne, če sem prav razumel. Ja, tako je, Android aplikacija je že v izdelavi. Začeli smo z iOS-om, ker traja malce dlje in potem je lažje Android narediti, oziroma tudi backend se že v bistvu je že narejen, pa še nekaj ga bo treba dodelati, ker zdaj še neke nove stvari delamo. Bomo poskusili to v bistvu vse noter dati v prvo verzijo. Je pa tako, da zdaj v bistvu, ko se Android razvija, bo potrebno še Android potestirati, in potem, ko je v bistvu oboje skupaj pripravljeno, pa smo pripravljeni recimo na temo lansiranja. Boste imeli morda tudi spletno verzijo? Za začetek ne. Spet to zahteva neko dodatno delo, razvoj, finance in tako naprej, ampak ja, v naslednjih verzijah, to bo zdaj 1.0 verzija, potem pa v naslednjih verzijah 1.1, 1.2, 1.3, ki jih imamo planirane za to leto, je pa tudi noter vključen, bom rekel, browser oziroma spletno ali pa na desktopu, da bodo lahko dostopali prek, do menjalnice, do platforme. Zdaj omenil si, vaš fokus bo predvsem na začetnike, ne? Zdaj, mene tudi tako, ko je bull market, mene itak začetniki obsujejo tako z vprašanji, ne? In eno izmed vprašanj je, kako bi se naučil trgovati z vzvodi, ne? To bi jaz zdaj sicer odsvetoval vsakemu začetniku, ne? Ampak a boste vi morda tudi to kaj podpirali, se boste tega kaj dotikali? V biznis modelu CryptoUnityja ni predvidenih zaenkrat trgovanja z vzvodi. Zaradi tega, ker nismo nikoli v bistvu želeli preveč naenkrat. Vsak začetnik, že sploh beseda kripto, kaj šele, da se posameznik odloči s tem začeti ukvarjati, kaj šele, da se začne ukvarjati in mu nekaj potem ne gre, da ne razume. Želimo res počasi vsako funkcijo mu predstaviti na ta pravi način, ker tako mislim, da tudi user retention na dolgi rok deluje veliko boljše. In trgovanje z vzvodi, tako kot sem rekel, ni zaenkrat planirano, če pa, seveda, to je pa potem spet pivotiranje ekipe pa startupa, če se v naslednjem letu recimo že pokaže ogromno povpraševanje za trgovanje z vzvodi, jaz mislim, da ne vidim nobenega zadržka. Mi v bistvu sodelujemo odlično s communityjem, imamo več 10.000 podpornikov in z njimi gradimo in jih tudi, bom rekel, na tedenski ravni sprašujemo, kaj želijo, kako želijo, in če pride do te točke, da želijo trgovanje z vzvodi, je potem samo to stvar planiranja, financ, razvoja, implementiranja in pač nova verzija. Če sem prav razumel, pri vas bi bilo bolj fokus na menjalnici, ne toliko na tradingu, sem prav razumel? Ja, pravilno. Aha, torej potem bi tudi, na primer, ne bi bil fokus, ker naslednje vprašanje, ki ga ful dobivam tako od svojih gledalcev, je copy trading, ne? Glede copy tradinga, ko lahko kopiraš od nekoga, ki uspešno trguje, pa v bistvu gre en delež od tebe pol k njemu, ne? Ja, recimo copy trading, jaz vidim, da je mogoče hitrejša verzija za razviti pa dodati kot trading z vzvodi, ne? Ker tam je zelo enostavno tudi, se pravi, interfejs, frontend, aplikacije je veliko bolj prijazen, in pa mogoče celo manj rizičen za začetnika kot vzvod. Tako da, ja, seveda, ampak mi želimo res, imamo nek fokus, nek biznis model, ki ga želimo izpolniti,
to je menjalnica za začetnika, potem pa hkrati dodajati več kriptovalut, se v bistvu lansirati našo kriptovaluto KAT na več menjalnicah in tako potem raste počasi. Mhm. Koliko kriptovalut imate v planu tako na začetku, ko pač ste mislili pognati, da boste imeli gor na svoji menjalnici? Ja, zdaj na voljo jih imamo več kot 150. Mhm. Omogočili jih bomo pa na začetku veliko manj. Spet iz tega razloga, da ne zmedemo začetnika, da ga res lahko vodimo čez začetni proces in da se potem počuti čisto varno, ne da ima preveč grafov, preveč neznank, preveč številk, a ne. Tako da dodali jih bomo nekaj v prvi verziji, potem bomo pa seveda s kakšnimi novicami in tako naprej vedno dodajali nove in nove. Ampak seveda začeli bomo z pač recimo top kriptovalutami, ki jih mogoče vsak dan kupuje večina. Omenil si tudi vašo kriptovaluto KAT, oziroma ali CAT, kako se reče? KAT. KAT, v ne? bistvu je kot rez, ne, Ja. to včasih, če kdo prevaja, ampak je kot nek del, KAT oziroma Crypto Unity Token, ne, tako da v bistvu skrajšan del, ampak je KAT, ne, naša kriptovaluta KAT, tako. Aha. No, kakšna bo funkcija te vaše kriptovalute? Kriptovaluta KAT je v bistvu kriptovaluta platforme Crypto Unity, ki bo uporabnikom platforme omogočala številne ugodnosti v prihodnosti, recimo kot so na primer standardne nižje provizije za pač nakup, prodajo, menjavo, a ne. Tako da tisti, ki bodo držali našo kriptovaluto KAT, bodo pridobili recimo oziroma si bojo znižali stroške transakcij, tako da dajmo reči več KAT-a, ko bojo držali, nižje bodo potem provizije, potem bodo tudi bonusi pri nakupu hladne denarnice, imeli bomo več hladnih denarnic na voljo, vsaka bo imela svoje ugodnosti in tako naprej. Potem tisti, ki bodo držali KAT, bodo imeli dostope do izobraževanja in pa potem tudi popuste na kakšne seminarje, webinarje, mogoče kakšne izobraževalne kurse, trading kurse in tako naprej. Potem bodo imeli tudi prioritetni dostop do podpore, se pravi, če oni nas podpirajo kot platformo z nakupom KAT, potem tudi mi nekako njih podpiramo, da je win-win situacija. Potem lahko bodo tudi stakali, recimo zdaj imamo že naša staking platforma za KAT je že več kot pol leta v pogonu, več kot 1/3 vseh kupljenih žetonov se kupci odločijo, da stakati, tako da imamo ogromno podporo tudi tam, staking platforma je potem tudi na voljo, in pa seveda potem tudi druge različne nagrade, razne, ki bodo potem še prihajale, ali pa bom rekel funkcije uporabnosti kriptovalute KAT, poleg tega seveda, da je to na koncu tudi, bom rekel, neki tak temelj platforme, ki se bo v bistvu uporabljal na platformi. Ljudem ponavadi razložim, da je to podobno kot recimo BNB, a ne, na začetku, in pa ostale kriptovalute različnih menjalnic. Pa ta izobraževanja bodo v bistvu plačljiva ali kako bojo ljudje dostopali do njih? Zdaj, osnovna izobraževanja oziroma nekaj izobraževanj bo brezplačnih, a ne, ostalo bo pa potem ali bodo recimo že avtomatsko držali KAT, pa bojo lahko dostopali, specifična bodo tudi plačljiva, recimo če bomo, bom rekel zdaj čisto na pamet govorim, vstopili v partnerstvo z neko akademijo, bo lahko potem ta celotna akademija prevzela nek spekter v delavnicah, ki bo potem lahko recimo ponujala tudi plačljive izobraževalne vsebine, ampak seveda te v bistvu celotne Crypto Unity delavnice so namenjene seveda izobraževanju, nekaj bo brezplačnega, nekaj bo plačljivega, ampak z roko v roki gre pač s platformo. Tako da jih bomo pa seveda dodajali, vedno več bo te vsebine, mislim, da do zdaj imamo že več kot 100 različnih vsebin, ki jih bomo potem tudi spotoma dodajali v platformo, in pa že na naši spletni strani so že nekatere naložene, tako da ljudje se že lahko učijo. To sem že videl, ja, kar nekaj izobraževanj imate že gor na spletni strani. Ja, zdaj tako, ne, verjetno tvoji gledalci so mogoče tisti, ki so že
V kriptu, Ja, večina, no, bom rekel, sigurno tudi če nove začetnike pridobivaš. Tako da mogoče saj za tiste, ki se bolj spoznajo, bojo vedeli točno, kaj mi delamo. Ne? Se pravi, da smo v bistvu menjalnica za začetnike, z cold walletom, kasneje z izobraževanjem. In mislim, da ne glede na to, je človek začetnik ali profesionalec, je vsak vesel, da slovenska ekipa se je spravila nekaj delati, da v bistvu še po 2 letih pa pol smo še vedno tukaj, se trudimo, delamo, razvijamo. In recimo našo kriptovaluto CAD smo lansirali na trg 15. novembra, se pravi, zdaj bo v bistvu že dobre 3 mesece, ko je že na trgu, a ne, čeprav je bil takrat še recimo malo bolj bearish, a ne, dajmo temu reči, trend in se odlično drži. Mi imamo, mislim, da podporo 94% vseh kupcev še vedno holda, po domač rečeno, ne, naš CAD in imamo res ogromno podporo. Tako da, ampak jaz mislim, da na koncu ljudje vidijo v bistvu, kaj dela ekipa, koliko se trudi, kakšne novice daje ven. Pri nas pač smo zelo transparentni, celoten, recimo, verjetno si že odprl tudi našo spletno stran, ampak zdaj imamo prav development bar gor, kjer v bistvu razvijamo z našimi partnerji in potem damo recimo, rekel, 7 dni potrebujemo za razviti pa dodati neko funkcijo in potem jo kar pišemo gor. To, da tudi vsi vejo, kdaj potem pričakovati lansiranje. Tako da se res trudimo z vsake strani tudi predati čim več informacij, čim več tudi reportov, annual, quarterly reporte dajemo ven. Se pravi, je kar taka malo večja stvar, ki smo se zadali oddelati, ampak mislim, da nam bo uspel. Odnehali ne bomo nikoli. Ja, vsekakor to tudi jaz vidim, to delate in imate organizacijo kot urca, res. Tako da je prav, mislim. Ja, veš, kako je. Pravim, da če kakor imaš dober plan, boš potem veliko lažje ga tudi, bom rekel, izvedel. In pri nas, kar je res dobro, da v bistvu imamo res predano ekipo, nismo kle samo bom rekel, za službo, ampak imamo projekt na prvem mestu in delamo over the clock, vikendi, prazniki, pač to pri startupu tega ni, dela se vedno. In moraš imeti tako ekipo, težko je najti. Ogromno smo imeli ljudi, ki nam tudi v bistvu, recimo, se nam želi pridružiti, da vidijo, kako je to, ampak moraš biti človek za to. Moraš vedeti, da ko prideš domov 6-7 zvečer, ni konc, ker imaš lahko, recimo danes ob 10 zvečer imam z Američani meeting, mislim, da bo kakšno urco pa pol trajal. Tako da, ampak to pač pride s tem in mislim, da glede na to, če si toliko predan temu delu, pa da ne odnehaš, konc koncev ti more uspeti. Tako da, ja, sem pa ponosen zelo, zelo na ekipo. Ja, povej nam še kaj o vaših dosežkih. Ni jih malo, kolikor sem gledal, ste tudi uspešno prestali audit. Ja, dosežki se kar nizajo, eden za drugim, sicer bom rekel, nikoli ni dovolj, vedno želiš še več doseči, ampak moramo biti ponosni, da do zdaj smo dejansko MVP naredili. Testira se ga že, kriptovaluto imamo v bistvu pregledano z 2 različnimi, bom rekel, audit podjetji, tako da je varna. Potem tokenomiko imamo dodelano za par let vnaprej, kar pomeni, da bo zelo tesno sodelovala z CryptoUnity platformo. Potem zbrali smo nekaj sredstev za razvoj, tako da lahko v bistvu delamo, razvijamo. Lansirali smo kriptovaluto skoraj v bear marketu, tako da še vedno smo tukaj. Imamo več kot, zdaj ne vem, bom rekel, tam sigurno čez 40,000 podpornikov čez vse kanale, tako da dobivamo feedback. Bili smo že v Londonu, Amsterdamu, v Beogradu, v Lizboni, v Dubaju, povsod, ali pridemo do začetnika ali pa pridemo do profesionalca, ko pregleda projekt in vidi, v bistvu si vzame tistih nekaj minut, da ti da tisti prvi feedback na hiter, so vsi ga res zelo pohvalili. Tako da očitno delamo v pravi smeri, ampak jaz bom tako rekel, glede na to, da se počasi približujemo lansiranju menjalnice pa v bistvu platforme, bo to en spet tak velik mejnik, tako kot smo lansirali kriptovaluto CAD, ampak želimo
nizati manjše zmage, počasi, stopnička po stopničko, ne želimo skakati prehitro, ker kaj smo se naučili, se spomnim, približno 2 leti nazaj smo naredili nek roadmap, se temu reče v kripto svetu, se pravi časovni načrt, in enostavno, če si ga daš prehitro, ti časa zmanjkuje 24 ur na dan in bi se lahko obrnil 3-krat, pa jih 25 nikoli ne bo imel. Ne? In kar smo se naučili je to, da pač želimo počasi, sigurno graditi, mogoče res traja kakšen mesec, 2, dlje, ampak na koncu, če pogledamo za nazaj, smo res pač naredili tisto, kar smo rekli. Mogoče je res trajalo dlje časa, ampak smo naredili in tudi za naprej stremimo k temu, da bomo naredili. Konec koncev je pa to development, razvoj, ki ti lahko ena taka majhna stvar zamakne takoj za en mesec, ali pa regulacija, dokumenti, pogodbe, pogajanja in tako naprej. To je vse v bistvu v tem košu celotnega razvoja, tako da, ampak se trudimo, kar je pa pomembno. Ja, to točno vem, kako je to, ko prije neka mala stvar in takoj en mesec, tudi 2, sploh v developmentu ali pa če se kje kaj drugega, je to takoj v momentu. Zdaj, kolikor vem, vaša kriptovaluta tudi kotira že na menjalnici PancakeSwap. Kakšni so plani za naprej, tako katere menjalnice, ali je to morda še skrivnost? Zdaj, za katero menjalnico je skrivnost, ker nas vežejo določeni dokumenti za nerazkritje teh informacij. Ampak moram pa zagotoviti, da se pogovarjamo z večjimi menjalnicami. Kar je dobra stvar, je to, da vse menjalnice so nas potrdile oziroma approvale za listanje kriptovalute pri njih. To je dober znak, kar pomeni, da oni pač vedno naredijo svoj due diligence oziroma skrbni pregled, preverijo ekipo, projekt, biznis model, kriptovalute, tokenomiko, in te stvari potem oceni komisija in pri vseh, bom rekel, do zdaj smo se pogovarjali z recimo 8, 9 malo bolj takimi omembe vrednimi menjalnicami in pri vseh so nas odobrili. Zdaj pa potem na nas, da se odločimo, katero menjalnico bomo zbrali, kdaj jo bomo zbrali, kakšen je strošek listinga, kakšen user base oziroma geolokacijo želimo doseči. Če želimo recimo rasti v Aziji, bomo pač zbrali neko azijsko, kjer ima veliko uporabnikov v Aziji. Tako da bomo pa definitivno, kad bo listan že na eni menjalnici, bom rekel, dosti hitro še v tem prvem polletju, potem pa gremo naprej na drugo, na tretjo in tako naprej. Želimo potem tudi kad dati seveda na našo menjalnico, to spet zahteva določen razvoj, ampak gremo v tej smeri. Tako da počasi z majhnimi zmagami pa bo, seveda je pa potrebno kad listati na čim večjih ceksov oziroma menjalnic, da seveda dobimo še dodatno povpraševanje, da sploh vidijo, kaj ena, bom rekel, iz majhne države v Evropi, zelo majhna ekipa, nekaj dela in upam, da enkrat čez par let, ko bodo videli, kaj delamo, da želimo rešiti to enostavnost za začetnike, pa da želimo ne interferirati z user fundi, potem jaz mislim, da lahko dejansko res zelo zrastemo. Ja, to je res super, ja. Zdaj, tukaj je treba tudi opozoriti, da je to pač še vedno tako ICO, ne? In ICO-ji so bolj tako high risk, so izjemno visoko rizični, ne? Tako da, če kdorkoli, karkoli vlaga, mora vedno paziti, da pač vlaga tisto, kar je pripravljen izgubiti, ne. Tudi pač v ta projekt CryptoUnity, ki meni je res, se čuje vse super in to, ampak tle je treba tudi pač razumeti, da je vse to še pač na podlagi ideje, ne. Ja, res je, jaz se s tabo strinjam, tudi zato mi želimo učiti in izobraževati ljudi, da kamorkoli, ali je to mogoče nek startup v Sloveniji, ali pa to mogoče čist neka delnica iz Amerike, kakorkoli že je pač potrebno narediti svoj research oziroma raziskavo in se sam odločiti, če vam je všeč projekt, če vam je všeč ekipa, če vam je všeč, kam grejo, kaj delajo, potem jih lahko podprete. Vedno pa tako, kot si povedal, v kriptu pravijo, vloži toliko, kolikor si pripravljen izgubiti. In tudi pri nas je isto, jaz vedno rečem, da
do zdaj imamo več kot, mislim, več kot 1000 kupcev samo v Sloveniji, ki so nas podprli, in sem vsem zelo, zelo zahvalen za to, da nam omogočajo, da lahko to gradimo in vidijo nek potencial v nas. Ampak tudi mi na drugi strani vemo, kakšno odgovornost imamo in v bistvu smo se zavezali k temu, da zgradimo neko, bom rekel, nek produkt, ker tudi mi vidimo, da je potencial na dolgi rok. In tudi mi smo želeli z naše strani predati čim več informacij, da lahko nekdo na drugi strani, ko se odloča, da lahko naredi čim več kljukic in da potem se sam odloči, da nas želi podpreti. Je pa seveda izjemno rizično, veliko bolj je rizično, če investira nekdo v startup kot v neko, bom rekel, Apple podjetje. Je pa na drugi strani se pa to tudi potem kaže pri donosih, lahko pač pri startupu, če je uspešen, so lahko donosi višji, pri Apple mogoče manjši, ampak to je čist, se pravi, to je pač vlaganje, to je špekulacija, to je investiranje in to mora vsak začetnik vedeti, kakšen rizik ima in potem se s tem rizikom tudi spustiti. Točno tako je. Če se prav spomnim, boste tudi vi imeli kot neko raziskovalno skupino, ki se bo ukvarjala prav z raziskovanjem ICO-jev pa NFT-jev tudi, pa jim boste dajali oceno, ne? Ja, tako se pravi proti koncu leta oziroma začetek naslednjega leta bomo potem tudi na naši menjalnici imeli launchpad. To pomeni, po domače rečeno, da bomo mi v bistvu take projekte, kot so CryptoUnity, dali na našo menjalnico, kjer bodo lahko predstavili sebe, svoj projekt in zbirali sredstva. Ampak predtem bodo šli čez, bom rekel, kar orang preiskavo, tako kot mi zdaj gremo pri teh večjih menjalnicah, kjer bomo raziskali, da je to čim bolj varno za potencialne investitorje in potem tudi to predstavili oziroma dodali na naš launchpad in kasneje tudi na našo menjalnico, tako da bomo v bistvu tudi druge kriptovalute, startupe dali k nam, ker mislim, da zadnja leta tudi, seveda zanimanje za kripto porašča, mislim, narašča, ampak tudi zanimanje za te startupe, ker tam so nizke cene še, tudi zelo, zelo porašča tudi v začetniških vodah in želimo tudi to, mogoče to vrzel zapolniti, pa da še to ponudimo. In potem je bila še ideja o fizični menjalnici. To naj bi bil kot kombi oziroma menjalnica, ki potuje iz kraja v kraj. Se prav to spomnim sem? Ja, res je. To je bila v bistvu taka stvar, ki je bila sploh na balkanskem področju najbolj všeč ljudem. Recimo nekje drugje so bolj gledali na izobraževanje pa na cold wallet, zdaj taki dva v bistvu tista unique selling pointa, ampak recimo balkanski del zanimivo pa potujoče fizične menjalnice. In tukaj v bistvu rešujemo to oziroma predstavljamo te, bom rekel, kriptovalute tistim začetnikom, ki še v bistvu hodijo zunaj in ne verjamejo še v ta svet, da lahko dejansko pridejo do nekega, bom rekel, kombija, lahko temu tako rečeva, da bo bolj enostavno in se lahko tam učijo, vidijo, da je zadeva zelo resna, lahko odprejo račun, mogoče tudi kaj kupijo, mogoče kaj prodajo, ampak bistvo tukaj je brand awareness, bistvo je širit, da dejansko kripto ni samo mislim, kripto ni brez veze, ampak širit ozaveščanje, rešiti kakšen problem, ker ga mogoče pri drugih menjalnicah čakajo mesece, da ga rešijo, pri nas bodo lahko mogoče pri tej potujoči menjalnici tako rešili. Tako da to imamo še vedno v načrtu, je pa seveda to v bistvu nek segment produkta, ki pride potem, ko je že menjalnica kar razširjenja, tako da čez kakšno leto sigurno prej še ne. To v bistvu ne bi bila samo menjalnica, ampak to bi bila tudi kot neka potujoča izobraževalna knjižnica. Če lahko tako. Zelo dobro si povedal. Ja, nič, Sandi, jaz upam, da sva povedala vse, kar naj bi zanimalo gledalce. Tako, vsekakor bi rad opogumil kogarkoli, če ima še kakršnokoli vprašanje ali pa kakršnokoli mnenje, da komentira od spodaj. Tebi, Sandi, pa najlepša hvala, da si se mi pridružil v današnjem podcastu in vsekakor tebi in ekipi želim še veliko sreče in veselja pri ustvarjanju naprej.
Ja, Daniel, hvala lepa, bil je pogovor več kot zanimiv. Poskusil sem ti predati čim več informacij na domač način, da bo mogoče tudi kakšen začetnik to dobro razumel. Bi pa povabil seveda na tej točki, da vsem, ki mogoče vidijo naš produkt potencialen, pa če jim je všeč, kar delamo, da pač ne pogledajo našo spletno stran, ne preberejo white paper, zdaj so ravno še v slovenščini, 65 strani biznis načrta oziroma modela, tako da tam dobite vse informacije. Mogoče tudi, če vam bo zanimivo, lahko nas tudi podprete z nakupom naše kriptovalute KAT. Zdaj do lansiranja menjalnice jo imamo še z bonusom, tako da še toliko mogoče toliko ponudam. Drugače pa super, jaz sem zelo užival v današnjem pogovoru in Daniel, upam, da se še kdaj vidimo na takem pogovoru oziroma podcastu. Tako da zaenkrat hvala ti. In tudi mi tebe spremljamo, vse pohvale z naše strani, da v Hvala. Sloveniji se čim več govori o kriptovalutah in je tudi prav in odlično. Mislim, da tudi naša ekipa, kot ti sam, bomo naprej nadaljevali in čaka nas samo zmaga naš drugega. Tako je. Se vidimo, prav, srečno. Ja, hvala, srečno, živijo.